Spoštovani gledalci Vesti, danes v studiu gostimo Janeza Kocijančiča, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Zakaj? Zato, ker Slovenci predstavljamo ekipo, ki gre letos v Peking na Olimpijske igre. Lep pozdrav, gospod Kocijančič. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalkam in gledalcem. Povejte mi, letos nekako gre koliko Slovencev v Peking? Še ni dokončno. Danes, ko se pogovarjava, še teče rok, ko se lahko nekateri še plasirajo, zlasti v atletki, vendar vse kaže, da bo 62 reprezentantk in reprezentantov Slovenije. Zagotovo ne bo košarkašov, ne? Košarkašov ne bo, ker se niso plasirali. Puerto Rico jih je izločil, preden je prišlo do polfinalnih, finalnih obračunov, ki so vodili do vstopnic na Olimpijske igre. A ste brcnil televizor po koncu tekme s Puerto Ricom in rekel, fantje, kaj se pa greste? Ne, tega ne delam. Mislim, da televizor ni nič kriv za to. No, ampak ste bili verjetno razočarani. In koliko v bistvu ste bili razočarani? Mislim, da smo bili vsi razočarani. Cela športna javnost v Sloveniji. Ta tim se je sicer dobro boril, ne? Vendar je na tekmi s Puerto Ricom pogorel. Mislim pa, da je objektivno kvaliteta košarke v Sloveniji taka, zlasti če bi bili v ekipi nekateri, ki so manjkali, da bi se morali gladko vrstiti na Olimpijske igre. Ali pričakujete, da se lahko zaradi političnih dogodkov in povezavi s Tibetom in neodvisnostjo od Tibeta v Pekingu zgodi kakšen incident letos? Incidenti so vedno možni. Mi smo imeli incidente v Atlanti, v Ameriki, kjer so bile prisotne skoraj vse varnostne službe, ki jih primorajo Združene države Amerike, pa je kljub temu prišlo do eksplozije in do različnih varnostnih alarmov. Vendar menim, da ni velike verjetnosti, da bo problem Tibeta ali pa kakšen drug sličen problem predstavljal velike ovire za odvijanje olimpijskih iger. Zadeva je vzplamtela in se je pomirila znatno pred olimpijskimi igrami in potem so šli naprej drugi dogodki, med drugim strašen potres. Bi rekel, zelo učinkovito delovanje kitajskih oblasti, ravno v primerjavi z povsem neustrezno reakcijo na prirodno katastrofo v drugi azijski državi, v Mjanmaru. In mislim, da so prišle v ospredje druge problematike. Računam, da to ne bo centralen problem olimpijskih iger, pa tudi prav tako. Olimpijske igre so športni dogodek in ne sredstvo za reševanje političnih problemov. Zato so drugi mehanizmi v mednarodni skupnosti, recimo Organizacija Združenih narodov. No, čeprav, kot sem nazadnje zasledil, se mi zdi, da iz Slovenije se olimpijskih iger oziroma pač otvoritve tega letošnjega dela ne bosta uvrstila oziroma odpotovala tja ne predsednik države, ne premier, samo minister za šolstvo in šport. Je to, mislite, na nek tihi protest s slovenske strani? Ne vem, to bi moral vprašati enega ali drugega. Jaz mislim, da ne. Kot slišim, bo udeležba na olimpijskih igrah zelo ugledna. Pravijo, da se jih bo udeležil otvoritve predsednik Bush, francoski predsednik Sarkozy, japonski premier in številni drugi državniki sveta, tako da si težko predstavljam, da bi lahko za to razlog politični razlogi v odnosu do Kitajske. Utegne biti pa razlog dejstvo, da imamo zelo kmalu volitve v Sloveniji. Ampak s tem Kitajci nimajo nič. Pustiva politiko, sva pri športu. Vrnemo se nazaj k našim športnikom. In mislim, da smo v poletnih olimpijskih igrah kot samostojna država zdaj dobili že oziroma nekako osvojili 10 kolajn, od tega nekaj zlatih, nekaj srebrnih in bronastih. Vse skupaj pa Slovenci, ki so nastopili tako za bivšo Jugoslavijo in tudi za Avstro-Ogrsko in še nekatere druge države, nekako 31. Koliko kolajn lahko pričakujemo na letošnjih olimpijskih igrah? Se lahko zgodi, da boste brcnili televizor in ne bo nobene? No, jaz zopet ne bom brcnil televizor. Resno računam na to, da so naše športnice in športniki vrhunsko pripravljeni in da si medalje zaslužijo. Upam, da bojo v primernih trenutkih dovolj skoncentrirani, da bojo to res dosegli, da bojo dosegli vrhunske rezultate. Kot ste omenili, je Slovenija dosegala medalje praktično na vseh
olimpijskih igrah kot samostojna država, 2 bronasti v Barceloni, 2 srebrni v Atlanti, 2 zlati v Sydneyju, 3 bronaste in 1 srebrno v Atenah in tam nekje je po mojem mnenju naš domet. Jaz bi cenil, da bi bil vsak rezultat, ki bi pomenil manj kot 2 medalje, velik neuspeh, vsak rezultat, ki bi pomenil več kot 2 medalje, pa velik uspeh. V Unionski dvorani se bo predstavila pač ta ekipa Slovencev, ki odhajajo na olimpijske igre. Tja prihaja predsednik države, minister za šolstvo in šport Milan Zver, tja prihaja predsednik državnega sveta. Se vam zdi, da bo ta predstavitev nekako zadovoljiva? Se vam zdi, da bo morda malo preveč šov? Ali je to pač nek ustaljen postopek, da se politiki nekako kažejo tam, kjer so tudi športniki? Politiki so ljudje, ki jih je slovenski narod izvolil in prav je, da takrat, ko gre olimpijska reprezentanca na olimpijske igre, doživi ustrezno slovo. Ne samo strani politikov, tudi strani širše, zlasti pa športne javnosti. Temu je namenjena ta predstavitev reprezentance, ki bo tudi v neposrednem televizijskem prenosu in zdi se mi, da je to pač dostojen odhod, tako kot ga na drugačne načine organizirajo v vseh sodobnih državah. Še nekaj bi za konec vprašal in sicer veliko se govori o tem, da je preveč politika vpeta v vse nekako civilne pore oziroma vse neke inštitucije. Tudi vas so omenjali nazadnje, da ste predsednik Olimpijskega komiteja kot nekdo, ki prihaja iz enih prejšnjih časov. Vas to moti? Vsak prihaja iz prejšnjih časov, zavisi koliko časa živi, ampak jaz nisem nikdar upravljal funkcij v Olimpijskem komiteju kot političnih funkcij. V Olimpijskem komiteju predstavljam eno od nacionalnih športnih zvez, Smučarsko zvezo Slovenije, kjer sem bil desetletje predsednik, kjer sem dolgo časa v vodstvu mednarodne smučarske zveze in se v tem ne počutim nič kaj politično. Tudi v svojem delovanju nisem nikdar uporabljal političnih kriterijev. Mislim, da je šport dejavnost, ki pripada vsem Slovencem, vseh nazorskih ali pa političnih opredelitev in zato na koncu tudi zastopa Slovenijo v celoti, ko recimo nekdo zmaga in mu zaigrajo Zdravljico ali pa zaplapola slovenska zastava. Jaz upam, da je to v čast vsem Slovenkam in Slovencem. Če greva še v zgodovino nazaj, kaj je bilo v tej stavbi pred 40 leti? Mislim, da ste rekli, da neko športno društvo? Ne, več kot 40. Da sem deloval svoj čas v začetku 60-ih let, celo vrsto zanimivih ljudi, recimo moj sodelavec je bil takrat tudi Milan Kučan, v univerzitetnem odboru Zveze študentov Ljubljanske univerze. Takrat se je študentska organizacija tako imenovala. Jaz sem bil 2 leti predsednik tega odbora in pisarne smo imeli torej na tej isti hišni številki, pač pa sosednji vhod iz hodnika v prvem nadstropju. Ampak s katerimi športi ste takrat ukvarjali? Bolj z lovljenjem tistih lepših polovic ženskih ali kaj drugega? Jaz takrat aktivno igral košarko. Aja? Košarko igral sicer ne zaradi tega, ker je bil pretirano visok, ampak igral sem v drugi slovenski ligi in sem se kar resno ukvarjal z njo. Pol ste pa sigurno hotel brcniti v televizor po tisti nesrečnem porazu s Portorikom, če ste rekel, da ste košarko... Zopet ne. To ni moj način izražanja čustva, da bi brcal televizor, ker kot rečeno, prvič televizor ni nič kriv, in drugič, če brcneš v televizor, ne odleže ne tebi, ne televizorju. To je tudi res. Gospod Kocijančič, najlepša hvala. A greste vi v Peking? Ja. Kje boste pa spali? V tistem hotelu, ki je predviden za predsednika nacionalnih olimpijskih komitejev, to je nek Beijing hotel. To je zelo urejeno v okviru mednarodnega olimpijskega komiteja. Predpostavlja se, da so vsi predsedniki, ne samo predsedniki, tudi generalni sekretarji in cela vrsta ljudi, ki so povezani z olimpijskim gibanjem na prizorišču olimpijskih iger in tako bom tudi jaz. Boste dobro varovani? Jaz predpostavljam, da da. To je vedno naloga države gostiteljice.
Najlepša hvala in upam, da se boste vrnili bolj veseli in da ne boste brcnili v televizor. Vi silno radi vrtelo do tega, da bi vrcal televizor. Sem se s televizijo predvsej ukvarjal v preteklosti in kot rečeno razvil odnos do televizije, ki se niti ne začne, niti neha pri vrcanju. Najlepša hvala. Torej, to je bil malo bolj odprt intervju z gospodom Kocijančičem, upam, da ne zamerite, ampak jaz sem se res nasmejal do vsega. Najlepša hvala. Hvala. Hvala.